V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Današnje bogoslužje začenjamo z žalostno vestjo, da se je Gospodu preselil dolgoletni evangeličanski duhovnik Vili Krčmar iz Gornjih Petrovc. Zahvaljujemo se Bogu za njegovo dolgoletno zvesto služenje cerkvi in prosimo tolažbo za vse žalujoče. Za nas, ki pa še ostajamo v tekmi življenja, pa velja, da se moramo, tako kot igralci, pred tekmo zbrati v krogu okoli trenerja. Da prisluhnemo glasu, ki nas usmeri, pa tudi med samo tekmo se ekipa pogostokrat vrne k trenerju, da najde ritem, pogum in enotnost. Tako se pa tudi mi zbiramo v cerkvi pri Bogu, ki nas vodi skozi življenje. Danes bomo stopili tudi k Gospodovi mizi. To je kot time out sredi igre življenja, ko nas Kristus znova zbere, okrepi in poveže. In kakor jasen zvok trobente, ki pokliče ekipo nazaj na igrišče, nas Evharistija kliče nazaj k izviru, k Kristusu, ki je vir odpuščanja, sprave in novega življenja. In milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z nami vsemi. Poglejmo, kaj nas čaka v prihajajočem tednu. Jutri v ponedeljek ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. V sredo 4. februarja, torej v sredo ob 19. uri, pa bo v cerkvi javna predstavitev knjige Cvetovi milosti, ki jo je napisal duhovnik dr. Daniel Brkič. Knjigo, ki jo je izdal Zavod Collegium Evangelicum, lahko kupimo tudi v cerkveni pisarni. Ob tej priložnosti v sredo bo potekalo tudi srečanje v okviru bralne značke, dogodek pa je namenjen vsem, saj je tudi knjiga napisana za širok krog bralcev, ne le za sodelujoče v Trubarjevi bralni znački. Torej prisrčno vabljeni na ta kulturno-duhovni večer. Naslednjo nedeljo ob 10. uri je osrednje tedensko bogoslužje. Naslednjem tednu nas čaka tudi molitvena veriga v obliki posta, prijave zbira Leja Brkič. Imamo pa še eno posebno obvestilo, dragi zakonci, pari in vsi, ki v dvoje premagujete življenjske izzive, pozor, na Valentinovo v soboto 14. februarja vas vabimo na srečanje za pare z naslovom Komunikacijske zagonetke. Ne bomo ugotavljali, kdo ima prav, v zakonu teh bitk tako ali tako nikoli ne dobijo moški. Bomo pa skupaj pogledali, kako se iz poslušante rodi razumemte. Prijave zbira Rebeka Jovanovič, torej vabljeni vsi pari, sveži, prekaljeni, romantični, realistični, in tudi tisti, ki veste, da je Valentinovo v zakonu včasih praznik, včasih pa navaden dan. Pridite, domov bomo šli mogoče bolj različni, ampak vsekakor bolj usklajeni. Tako, sedaj pa zapojmo uvodno pesem, ki pravi: On mi je pesem in radost. Pomni svoje
Današnje biblično vodilo glasi: nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. To vodilo nas spomni, da vera raste tam, kjer nosimo drug drugega. To naj v nas porodi držo, h kateri nas vabi tudi psalmistova molitev iz 42. psalma. Kakor hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. Kdaj bom prišel in se pojavil pred Božjim obličjem? Moje solze so mi postale kruh po dnevi in po noči, ko mi ves dan govorijo: kje je tvoj Bog? Tega se bom spominjal in izlival svojo dušo. Kako sem šel strumo, da bi prišel do Božje hiše, z glasom vriskanja in hvale v vrvenju praznične množice. Zakaj si potrta moja duša in se vznemirjaš v meni? Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil, svojega rešitelja in svojega Boga. Ob tej Božji besedi, ki nagovarja naše srce, se lahko iskreno ustavimo pred Gospodom. Prisluhnimo mu v resnici in ponižnosti ter priznajmo svoje grehe. Gospod Bog, priznamo, da težko razločujemo med dobrim in zlom in da za pravo pot potrebujemo tvojo modrost. Odpusti nam, ker pogosto ne nosimo bremen drug drugemu, ampak mislimo raje nase. Priznavamo svojo sebičnost, ozkosrčnost in trenutke, ko druge spregledamo ali prizadanemo. Manjka nam pozornosti in posluha za tiste, ki so šibki, osamljeni in potisnjeni na rob. Prav tam, kjer nas kličeš k ljubezni. Usmili se nas in obnovi naše srce, da bomo tudi sami usmiljeni. Kristus odpusti nam in se nas usmili. Na naše priznanje grehov Gospod odgovarja svojo obljubo zvestobe in očiščenja. Prisluhnimo besedi milosti. Rešim jih vseh njihovih nezvestop, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. V hvaležnosti za to milost izrekamo Bogu slavo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k molitvi. Gospod, hvaležni smo ti za občestvo cerkve, kjer slišimo oznanilo tvoje brezplačne milosti. Hvala ti, ker se razodeneš v Božji besedi in si navzoč v svojem ljudstvu. Tu se učimo živeti drugače, kakor nas nagovarja hladni individualizem sodobnega sveta. Hvala ti za cerkev, tvoj dar in tvoj načrt, ki traja od večnosti do večnosti. Z zaupanjem ti pripadamo in radi hodimo za teboj.
Učitelj, slišali smo tvoje povabilo, zbrali smo se pred teboj, da ozremo svetlobo tvoje milosti. Prosimo, usliši našo molitev. Tebi, večnemu Bogu, slava in čast na veke. Amen. V nadaljevanju bomo prisluhnili berilu, najprej pa zapojmo pesem Kristus je naš Gospod. Današnje berilo je iz Evangelija po Mateju 17:1-9. Čez 6 dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro na samo. V pričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in je rekel Jezusu: Dobro je, da smo tukaj, Gospod, če hočeš, postavim tu 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli zgore, jim je Jezus zapovedal: Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih. Učenci so se o Božji svetlobi na gori prestrašili in padli na tla, ker so se znašli pred skrivnostjo, ki jo človeško srce težko dojame. Prevzela jih je svetloba Božje navzočnosti, hkrati pa razodela njihovo majhnost. Toda Jezus se jim ni približal kot nekdo, ki bi jih strašil ali obsojal, temveč kot prijatelj in učitelj. Pristopil je, se jih dotaknil in jim rekel: Vstanite in ne bojte se. V tem dotiku in v teh besedah se razodeva srce Boga. Bog ni oddaljena moč, ki bi človeka potlačila, ampak ljubezen, ki se skloni k človeku, ga dvigne in mu vlije pogum. Tudi mi se v življenju pogosto bojimo prihodnosti, trpljenja, križa, a Jezus nas vedno znova nagovarja z istimi besedami: Ne boj se. In pesem, ki sledi, govori o tem: Oče, jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, dobro me poznaš. Lahko vstanemo in skupaj zapojemo to pesem. Oče, jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, dobro me poznaš. Živ v telesu si matere me stkal in vedel ti si, kak
kakšen bom postal. Vedel si za lepe sončne dni, za solze sreče, trenutke radosti. Vedel si, da ranjeno srce mi trepetalo od bolečine je. Naj si spoznajo, da si Gospod naš Bog. Ti si ustvaril nas, mi smo le tvoji. Naj si spoznajo, da kraljuješ vekomaj. Slavimo te, tebi dajemo srce, dajemo srce. Vedel si za lepe sončne dni, za solze sreče, trenutke radosti. Vedel si, da je ranjeno srce mi trepetalo od bolečine je. Naj vsi spoznajo, da si Gospod naš Bog. Ti si ustvaril nas, mi smo le tvoji. Naj si spoznajo, da kraljuješ vekomaj. Slavimo te, tebi dajemo srce, dajemo srce. Oče, jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, dobro me poznaš. Že v telesu si matere me stkal in vedel ti si, kakšen bom postal. In vedel ti si, kakšen bom postal.
Draga Božja Cerkev, bližamo se Evharistiji, Gospodovi večeri in naj nas naslednja pesem poveže v molitev in drug z drugim. Pesem pravi: Jezus, poveži nas, prosim, z Božjo ljubeznijo. Dragi bratje in sestre v Kristusu, zbiramo se pri Gospodovi mizi, kot nam je zapovedal naš Gospod Jezus Kristus. V Gospodovi mizi ne prihajamo zato, ker smo vredni, ampak ker je Kristus usmiljen. Njegova milost nas kliče, njegova ljubezen nas prijema, njegova navzočnost nas hrani. Apostol Pavel nas vabi, naj se pred Gospodovo mizo preizkusimo. Ne zaradi strahu, ampak da bi milost prijeli v veri in hvaležnosti. Zato govorimo: Vsemogočni Bog, usmili se nas. Grešili smo proti tebi in drug proti drugemu, v mislih, besedah in dejanjih. Odpusti nam zaradi Jezusa Kristusa. Obnovi nas po Svetem Duhu, da bomo živeli po tvoji volji in hodili v tvojem miru. Amen. Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta, usmili se nas in podari nam mir. Vsemogočni in usmiljeni Bog se nas je usmilil, zato se veselimo. Kristus je umrl za nas, Kristus je vstal za nas, Kristus moli za nas. V njegovem imenu so nam grehi odpuščeni. Hodimo v svobodi in živimo v ljubezni. Zato dvignimo svoje srca, zahvalimo se Gospodu, ker je dober in ker vekomaj traja njegova dobrota. V skupnosti cerkve molimo molitev, ki nas jo je naučil naš Gospod.
Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne pelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. V noči, ko je bil izdan, je Gospod Jezus Kristus vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel kelih, se zahvalil in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas v odpuščanje grehov. To delajte, kolikokrat ga pijete, v moj spomin. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, in bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristjani. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kristusovo smrt oznanjamo, njegovo vstajenje razglašamo, njegov prihod pričakujemo. Blagor tistim, ki so povabljeni na jagnjetovo gostijo.
To je kruh življenja, Kristusovo telo za nas darovano. Vzemimo in jejmo skupaj v veri, upanju in ljubezni. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. V hvaležnosti, edinosti in veselju vzemimo in pijmo skupaj. Naše prazne kozarčke bomo oddali v pladnje. Molimo. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvojo nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške gostije. Bog resnice, Tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja.
Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelije odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Dragi otroci, na vrsti ste vi, utrinek za otroke, kratka pobožnost na vam razumljiv način. Tako počakamo še malo starejše otroke, da se pridružijo. Danes smo imeli Gospodovo večerjo. Smo pa že na začetku slišali nekaj o trobenti. To je trobenta. Ne rabite se ustrašiti, ne bom igral na njo. Povejte, je trobenta glasna ali bolj tiha? Glasna, ne? Kaj še vemo o trobenti? Se lahko samo na trobento igra ali mora imeti cel Na rok? Aha, to je podobno, ja, več vrst trobent poznamo, oziroma podobnih pihal. Trobil. Ja. Ja. Nimam srednje glasbene šole. Tudi. Dajte mi povedati, otroci, kje vse srečamo trobento? V glasbeni šoli, super. V trgovini, tudi. Ja, mogoče kakšen zvok trobente in potem novica, da si otrok zgubil, da je avto treba premakniti. Kje še? Na pogrebu, ja. To izhaja iz vojske, iz starih časov. Trobenta je znak spoštovanja zadnjega slovesa. Kje še? Pri avtih, ja, sploh kakšni fantje, če igrate kakšne igrice, posod, ko pridete na next level, se oglasi zvok trobente. Drži? Ali pa pri kakšnih dirki, ja, ali pa na TikToku big reveal in zakriči trobenta. Še sam ne vem, kaj to pomeni. Ja, mogoče, ne vem, ali gledate nogomet, El Clasico, kadar pade gol, se zasliši trobenta. In znak, da je treba se veseliti, ne, zaradi gola. Potem 1. maj, zjutraj, na vse zgodaj, budnica in trobenta čez mesto nas vrže iz posle, ne? Kdaj še recimo, ko so kakšne slovesnosti, fanfare, imate kakšno idejo? Kdaj? Bolj na glas. Pri bikoborbah, ja, super. Takrat sploh temperamentni Španci so znani po trobentah, ja, pa Južnoameričani. Leta 2023, ko so kralja Karla III. Ustoličili,
so bili na začetku fanfare. Trubači? Barjači? Marjači? So, Marjači, no, bravo. Jaz sem pa pomislil, asociacijo sem dobil na Ljubljano v prazničnem času, kjer se vse vrti okoli trobent in trobentačev. Ja, sploh si ne bi mogli misliti, kako je trobenta pomembna, ne? 6 svetega pisma, kakšen primer, kjer je trobenta pomembna. V Stari zavezi eno obzidje je padlo enega mesta. Ja še vem tam, ko so 7 let krožili, ali 7 dni. Super. Obzidja, bravo. Jerihonskega obzidja, ja. In ob zvoku trobente se je sesedlo. Bravo. Super. Imamo pa tudi v Novi zavezi trobento. Kakšna ideja? Malo težje. Ja, 7 angelov, bravo. 7 angelov, 7 trobent, ki nam bodo napovedali 7 pomembnih dogodkov. Super. In prišepetovalka vam je povedala, da bo trobenta naznanila tudi drugi Kristusov prihod. Zelo pomemben inštrument, ne? Sploh si ne bi mislili. In prav to, kar oznanja trobenta, in sicer, da se dogaja nekaj pomembnega, nekaj velikega, se dogaja tudi pri Gospodovi večerji, pri Gospodovi mizi, Evharistiji. Ta zakrament je kot trobenta, ki kliče, pridite vsi skupaj. In tako kot trobenta kliče ljudi skupaj, tudi Gospodova miza nas zbere kot Božjo družino. Trobenta tudi pove, začelo se bo nekaj pomembnega. In tudi pri Gospodovi mizi Jezus pove isto. Tukaj prejmete ljubezen in moč. In trobenta tudi pritegne pozornost, a ne? Tudi Gospodova miza pritegne pozornost, predvsem pa naša srca k Bogu. In ko boste naslednjič videli trobento, se boste spomnili na kaj? Na Jezusov prihod in na Gospodovo večerjo, na Sveto pismo, bravo, na Evharistijo. In predvsem si pa zapomnite, ko vidite trobento v povezavi z Gospodovo večerjo, tako močno kot trobento odzvanja, tako močno nas ima Bog rad. Bravo. In tako močno kot trobenta kliče, tako močno Bog kliče nas kam? K ljubezni k sebi. In tako močno, in tako kot je to pomembna zvok trobente, tako pomembni smo tudi mi za... Bravo. Naslednjič, ko vidite trobento, se spomnite na vse to, kako nas ima Bog rad. Bravo. Super. Otroci, obvladate lekcijo o trobenti, sedaj pa greste lahko na verouk in boste spoznali še kakšno zgodbo iz Svetega pisma. Pred Božjo besedo bomo pobrali še prostovoljni prispevek s pesmijo Hozana. Hozana.
V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, vsak izmed nas nosi v sebi eno samo dragoceno življenje, ki nam je bilo podarjeno. Bog nas danes ne gleda z očitkom, ampak z ljubeznijo. Vabi nas, da pogledamo vase in se vprašamo, kam usmerjamo svoje dneve, svoje moči in svoje srce. V tem razmišljanju nas vabim, da skupaj prisluhnemo sporočilo, ki ga nosi današnji naslov pridige. Eno življenje imaš. Toda tukaj ni konc. Ne zapravi ga. Dragi zbrani, vsak od nas je danes tukaj z enim samim darom, ki ga ne more ponoviti, ne podvojiti in ne shraniti za pozneje. Ta dar je življenje. Bog nam ga ni dal po naključju, ampak kot priložnost. In vprašanje, ki se nam tiho, a vztrajno postavlja, kaj delamo s tem življenjem. Pogosto živimo, kot da imamo na voljo neskončno časa. Odlašamo z dobrim, odlašamo z odpuščanjem, odlašamo z resnico. Tolažimo se z besedami, jutri bom boljši, jutri bom popravil napako, jutri bom bolj ljubil. A žal, jutri ni nikomer obljubljen. Iz Svetega pisma bomo prebrali le eno vrstico, in sicer iz Psalma 90, 12. vrstica. Pravi pa takole: tako nam daj spoznati štetje naših dni, da pridemo do srčne modrosti. Amen. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Eno življenje imaš, ne zapravi ga v strahu. Strah je ena od najmočnejših sil v človekovem srcu. Pride tiho, skoraj neopazno in se naseli globoko v nas. Ne pride kot panika ali groza, pogosto pride kot dvom, kot odlašanje, kot tiha misel. Kaj pa, če ne bo šlo? Kaj bodo rekli? Kaj, če izgubim? In tako korak za korakom strah začne krasti življenje. Bog nas ni ustvaril, da bi živeli v strahu. V Svetem pismu se stavek ne boj se ponovi 366 krat. Tudi za tisto leto, ki je prestopno. To pomeni za vsak dan v letu. Ne boj se, ne zato, ker bi bilo življenje lahko, ampak zato, ker Bog ve, kako hitro se človek zapre vrase, ko mu dovoli, da strah vodi njegove odločitve. Koliko priložnosti ostanejo neizrečenih, ker se bojimo resnice. Koliko dobrega ostane neuresničenega, ker se bojimo neuspeha. Koliko ljubezni ostane neizrečene, ker se bojimo zavrnitve. Strah nas prepriča, da je varnost pomembnejša od poslanstva, da je tišina varnejša od besede, da je povprečnost manj boleča od poguma. A življenje, ki ga živimo le zato, da se ne bo nič zgodilo, ni življenje v polnosti. Poglejmo si primere iz Božje besede. Učenci so se bali neurja, bali so se množice, bali so se celo Jezusa, ko je po vodi hodil proti njim. In kaj je takrat Gospod rekel? Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Strah izgine pa ne zato, ker bi se razmere spremenile, ampak se spremeni naša bližina z Bogom. Ko Jezusa spustimo v svoj čoln, valovi morda ostanejo, a ne upravljajo več naše smeri. Eno življenje imaš, ne zapravljaj ga v strahu, ki te drži nazaj. Ne zapravljaj ga v strahu pred tem, da ne boš dovolj dober, ne boš nikoli. Bog te ni poklical, da bi bil popoln, ampak zato, ker te ljubi takšen, kot si. Ne zapravljaj ga v strahu pred prihodnostjo. Bog ni samo Bog tvojega včeraj,
ampak je tudi Bog tvojega jutri. Ne zapravljaj ga v strahu pred padci. Vera ne pomeni, da ne padeš, pomeni, da se znova dvigneš. Največja tragedija niso v tem, kar nam ni uspelo, ampak v tem, česar se nismo upali poskusiti. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, nas morda ne bo vprašal, zakaj ti ni uspelo, ampak zakaj si se bal zaupati. Drage sestre, dragi bratje, strah zapira srce, vera ga odpira. Strah gleda na ovire, vera pa na Boga. Zato danes znova slišimo besede, ki so namenjene prav nam. Eno življenje imaš, ne zapravljaj ga v strahu, zaupaj Bogu, živi z Bogom. Eno življenje imaš, ne zapravljaj ga v sovraštvu in v zamerah. Sovraštvo in zamere ne pridejo v naše življenje naenkrat. Ne odrejo kot nevihta, ampak se tiho vselijo v srce. Najprej kot rana, ki ni bila oskrbovana, nato kot spomin, ki se vedno vrača. In nazadnje kot breme, ki ga nosimo s seboj vsak dan, čeprav nas vedno bolj utrudi in izčrpava. Zamera je kot veriga, priveže se na preteklost. Sovraštvo je kot strup, najprej zastrupi tistega, ki ga nosi. Mnogi mislijo, da s tem, ko ne oprostijo, ohranijo pravico, a v resnici ohranjajo bolečino. Človek, ki mu ne oprostimo, gre morda naprej, mi pa ostanemo ujeti v trenutku, ki nas je ranil. Eno življenje imaš. Ali ga boš porabil za nošenje bremen, ali za hojo v svobodo. Jezus zelo jasno govori o odpuščanju. Ne zato, ker bi bilo lahko, ampak ker ve, da brez njega ni notranjega miru. Ko nas uči moliti molitev Oče naš, poveže Božje odpuščanje z našo pripravljenost oprostiti drugim. Ne kot grožnjo, ampak kot resnico. Srce polno zamere ne more sprejeti polnost milosti. Pomislimo v kratkem, koliko časa in energije nam vzame sovraštvo, koliko pogovorov v mislih, koliko noči brez spanja v miru, koliko odnosov, ki bi lahko ozdraveli, pa ostanejo ranjeni. Sovraštvo nam obljublja moč, a nam vzame veselje. Zamera nam obljublja zaščito, a nam ukrade svobodo. Kristus pa prinaša drugačno pot. Na križu ne molči, ne beži, ne vrača udarca za udarcem, na križu moli. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Če je on ranjen do skrajnosti izbral odpuščanje, potem tudi mi nismo poklicani, da živimo v ujetništvu bolečine. Odpuščanje ni pozaba, ni opravičilo za storjeno krivico. Odpuščanje je odločitev, da krivica ne bo gospodar našega srca. Eno življenje imaš, ne zapravljaj ga v sovraštvo, ne zapravljaj ga z ljudmi, ki so te ranili, kajti s tem jim daješ moč nad svojim mirom. Ne zapravljaj ga v zamerah, ki ti jemljajo sedanjost zaradi preteklosti. Ne zapravljaj ga v notranjih bojih, ki jih nihče ne vidi, a ravno te najbolj bolijo. Odpuščanje je pot, včasih dolga, včasih boleča, a edina pot, ki vodi v svobodo. Ko odpustiš, se ne spremeni preteklost, spremeni se pa prihodnost. Življenje je prekratko, da bi ga živeli z zategnjenimi pestmi in zaprtim srcem. Eno življenje imaš, ne zapravljaj ga v sovraštvu in zamerah. Izberi odpuščanje, izberi svobodo, izberi življenje. Eno življenje imaš, ne zapravi ga v praznih rečeh. Praznina ni vedno vidna navzven. Človek je lahko zaposlen, obdan z ljudmi, nenehno v gibanju, a v sebi je globoko prazen. Praznina ni odsotnost dejavnosti, ampak odsotnost smisla. Je tišina v srcu, ki je ne zapolni niti delo, ne uspeh, ne zabava. Svet nas uči, da bomo izpopolnjeni, če bomo imeli več.
Več denarja, več dosežkov, več priznanj. A resnica, ki jo mogoče boleče odkrijejo, je ta, več ni isto kot polno. Človek ima lahko vse bogatstvo sveta, hkrati pa izgubi sebe. Eno življenje imaš, to ni vprašanje, s čim ga napolniš, ampak s čim ga zapravljaš. Praznina se pogosto začne tam, kjer izginejo globoki odnosi. Ko nimamo časa za Boga, ko nimamo časa drug za drugega, ko nimamo časa niti za lastno dušo, takrat življenje postane zaporedje dni, ki se ponavljajo brez pravega cilja in brez prave radosti. Starozavezni pridigar pravi, nečemrnost čez nečemrnost, vse je nečemrnost. To niso besede obupa, ampak besede iskrenosti. Človek, ki je poskusil vse, priznava, da je brez Boga vse prazno. Jezus pa govori drugače. Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen. Notranja praznina v človeku ni napaka, je klic. Klic k smislu, klic po večnosti, klic po Bogu. Srce je ustvarjeno za nekaj več, kot lahko ponudi ta svet. Ne zapravljaj življenja v praznini, ki se hrani s površnostjo. Praznina, ki beži v nenehno razvedrilo, da ne bi slišala tišine. Praznina, ki išče vrednost v odobravanju drugih. Praznina, ki meri uspeh, a ne pozna smisla. Človek ne postane poln takrat, ko ima vse, ampak takrat, ko ve, zakaj živi. Smisel ne pride sam od sebe, pride iz odnosa z Bogom, bližnjim in z resnico v sebi. Eno življenje imaš, ne zapravi ga s praznim življenjem. Usmeri ga v ljubezen, ki ostane. Usmeri ga v dobro, v vero, ki daje smer tudi takrat, ko ne vidiš cilja. Ko bomo nekoč pogledali nazaj, ne bomo obžalovali stvari, ki jih nismo imeli, ampak trenutke, ki smo jih preživeli brez smisla, brez hvaležnosti, brez ljubezni. Bog nas ni ustvaril za praznino, ampak za polnost. Ne za bežanje pred življenjem, ampak za življenje v resnici. Eno življenje imaš, ne zapravljaj ga v praznem življenju. Išči smisel, išči Boga in našel boš življenje v izobilju. Eno življenje imaš, zato ga živi za dobro. Življenje nam ni dano samo zato, da nekoč mine. Ni nam dano le zato, da v njem preživljamo dneve, izpolnimo obveznosti, vsake toliko časa se kaj poveselimo in se nekoč poslovimo od tega življenja. Življenje je poklicanost, je priložnost, da v času, ki nam je zaupan, pustimo sled dobrega. Vsak človek, ne glede na starost, sposobnost ali okoliščine, ima moč storiti dobro. Ne vedno veliko, ne vedno vidno, a vedno resnično. Dobro se pogosto rodi v majhnih dejanjih, v besedi, ki opogumi, v tišini, ki posluša, v roki, ki pomaga in v srcu, ki zna razumeti. Eno življenje imaš. Vprašanje pa je, komu in čemu ga podarjaš. Svet nas pogosto uči, naj živimo zase. Naj najprej poskrbimo za svoje koristi, za svoj uspeh, svojo varnost. A Jezus kaže drugačno pot, kot pravi, karkoli ste storili enemu od najmanjših bratov, ste meni storili. S temi besedami razkrije resnico. Življenje dobi smisel takrat, ko postane dar. Ko preseže samega sebe, ko se ne vrti več samo okoli jaz, ampak se odpre tudi za ti. Živeti v duhu dobrote pomeni včasih iti proti toku. Izbrati poštenost, ko bi bilo lažje ravnati nepošteno. Izbrati resnico, ko bi bila laž udobnejša. Izbrati ljubezen tudi tam, kjer ni zagotovila, da bo povrnjena. Dobrota ni znamenje šibkosti.
Dobrota je moč, ki spreminja svet, čeprav pogosto tiho in počasi. Dobrota je luč, ki ne kriči, a razsvetljuje. Je seme, ki morda dolgo ostane skrito, a obrodi sad v pravem času. Jezus nas ne kliče k popolnosti, ampak zvestobi dobremu. Ne kliče nas, da bi rešili svet, ampak da bi bili luč tam, kjer smo bili postavljeni. V družini, v skupnosti, na delovnem mestu, v vsakdanjih odnosih. Eno življenje imaš, zato ga živi za dobre stvari, ki ostanejo. Ne za aplavz, ki mine, ne za slavo, ki zbledi, ampak za ljubezen. Apostol Pavel nas spodbuja: ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. To ni lahka pot, je edina, ki vodi v resnično in popolno življenje. Dragi brati, dragi sestre, ob koncu življenja ne bomo šteli let, ampak ljubezen. Ne bomo šteli uspehe, ampak podarjanje. Ne bomo šteli besed, ampak dejanje dobrega. Eno življenje imaš, zato ga živi za izkazovanje dobrote. Bodi blagoslov, bodi luč, bodi pričevalec ljubezni. Dragi zbrani, danes smo slišali resnico, ki je mogoče včasih zahtevna. Samo eno življenje imaš, ne dveh. Nimamo poskusnega življenja, ki bi ga lahko ponovili, če bi ga zapravili. Vsak dan nam je dan kot dar, ki se ne vrne nikoli. In prav zato je vsaka naša odločitev zelo pomembna. Slišali smo, da tega življenja ne smemo zapravljati v strahu, ki nas ohromi in nam prepreči, da bi stopili naprej. Ne v sovraštvu in zamerah, ki nas priklenejo na preteklost in nam kradejo mir. Ne v praznini tega sveta, ki polni dneve, a prazni srce. Vse to so poti, ki obljubljajo varnost, moč ali izpolnitev, a na koncu pustijo človeka še bolj samega. Bog pa nam ponuja drugačno pot. Ne pot bega, ampak pot življenja. Kristus ne stoji na robu našega življenja kot opazovalec. Stopi v našo resničnost, v naše strahove, v naše rane, v našo praznino in jih preobraža. Zato nas danes kliče k odločitvi, ne jutri, ne nekoč, ampak danes. Kliče, da se odločimo za vero namesto strahu, za odpuščanje namesto zamer, za smisel namesto praznine, za dobroto namesto sebičnosti. Eno življenje imaš, eno življenje imam in to življenje ima težo večnosti. Vsaka beseda ljubezni, vsak korak dobrote, vsak trenutek zvestobe resnici ima vrednost, ki presega čas. Naše življenje ni vprašanje dolžine, ampak globine. Ne vprašanje popolnosti, ampak predanosti. Ne vprašanje, ali smo kdaj padli, ampak ali smo ostajali z Bogom. Naj današnja beseda ne ostane le slišano sporočilo, ampak naj postane pot, po kateri bomo hodili. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Gospod, hvala ti za dar življenja, ki si nam ga zaupal. Reši nas strahu, ki nas hromi. Reši nas zamer, ki nas vežejo, in praznine, ki nam jemlje smisel. Nauči nas živeti pogumno, odpuščati iskreno in vsak dan izbrati dobro. Amen.
Sprejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in naj te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.